S papežem Frančiškom so se 2. marca srečali duhovniki rimske škofije, ki so se na začetku postnega časa zbrali na duhovnih vajah v papeški baziliki svetega Janeza v Lateranu. Papež Frančišek je kot zgled rasti v veri pred zbrane duhovnike postavil Simona Petra, ki je bil presejan, za izhodišče pa je postavil 3 nepremične točke: spomin, upanje in razločevanje trenutka. Spomin je ukoreninjen v veri cerkve, upanje nas podpira v veri, razločevanje trenutka pa je pomembno v trenutku delovanja, ko je treba postaviti v prakso vero, ki deluje po ljubezni. Papež Frančišek je v nagovoru dejal: vidimo, da ima vera Simona Petra posebno značilnost, je preizkušena vera in takšno ima poslanstvo, da potrdi in utrdi vero svojih bratov, torej našo vero. Vera Simona Petra je manjša od vere mnogih malih zvestega Božjega ljudstva. Celo pogani, kot je stotnik, imajo večjo vero, tako da izprosijo ozdravitev bolnega v svoji družini. Simonova vera je počasnejša od vere Marije Magdalene in Janezove vere. Janez prepozna Gospoda na obrežju jezera, ko sam posluša njegove besede. Simonova vera ima trenutke veličine, ko izpove, da je Jezus Mesija, a tem trenutnem skoraj takoj sledijo velike zmote, skrajne šibkosti in popolne zbeganosti, kot takrat, ko hoče Gospoda braniti z mečem. Da sploh ne govorimo o 3 sramotnih trenutkih, ko ga zanika pred služabniki, je poudaril sveti oče in v nadaljevanju razložil 3 osrednje trenutke v rasti Petrove vere in sklenil, da je bila v njegovem življenju vedno navzoča skušnjava. Peter nam v prvi osebi kaže, kako napreduje vera, kako se izpoveduje in se pušča preizkušati. Prav tako nam kaže, da tudi sam greh vstopa v napredovanje vere. Peter je naredil največji greh, zanikal je Gospoda, a on ga je vseeno postavil za papeža, je poudaril papež Frančišek.